Pa nadaljujmo s podelitvijo zaslužnih priznanj vsem, ki ste pomembno prispevali k razvoju prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja. Prosim predsednika Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, gospoda Alojza Raspeta, da podeli priznanja Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Prva, ki ga bo prejela, je Angelca Hrovat za vidne dosežke na področju razvoja novih pedagoških pristopov in tehnologij na področju izobraževanja. Angelca Hrovat je izjemno izkušena in zelo strokovno pedagoška sodelavka, pobudnica in soavtorica študijskih programov, članica ožje razvojne skupine Višje strokovne šole Grm Novo mesto ter organizatorica študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine. V okviru slednjega je uspela zasnovati odličen razvojni inkubator za področje kmetijstva in iz njega diverzificirane dejavnosti, aktivno povezavo med študijskim procesom, šolskim razvojno naravnanim micem in dejanskim gospodarskim okoljem v regiji in širše tudi na mednarodnem nivoju. Prav tako je soavtorica novih višješolskih programov Naravovarstvo ter Upravljanje podeželja in krajine. Čestitamo! In spet seveda vse prejemnike priznanj prosimo, da ostanejo na odru, da ob koncu s fotografskim objektivom ovekovečimo tudi trenutek podelitve priznanj. Priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije prejme tudi doktorica Anita Goltnik-Urnaut za izjemne dosežke na področju razvoja sistema kakovosti v višjem šolstvu. Doktorica Anita Goltnik-Urnaut je vsestranska strokovnjakinja na področju razvoja in zagotavljanja kakovosti v terciarnem izobraževanju. Bila je članica sveta NAKVIS-a, članica senata za evalvacijo pri Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije, predsednica delovne komisije senata za vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov v višjem strokovnem šolstvu in pripravo strokovnih podlag zanje. Aktivno sodeluje v Komisiji za kakovost Skupnosti višjih strokovnih šol in skrbi za spodbujanje razvoja sistema kakovosti na višjih strokovnih šolah in pomoč pri samoevalvaciji ter pripravi na zunanje evalvacije. Kot predavateljica na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec pa si prizadeva za zagotavljanje kakovosti na svoji šoli in v pedagoškem procesu. Čestitamo! Priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije prejme Boštjan Roman Zgonc za izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju Skupnosti višjih strokovnih šol in višjega strokovnega šolstva. Boštjan Rozman Zgonc je bil eden od pobudnikov in zagovornikov avtonomnosti višjega šolstva. Sodeloval je pri pripravi samostojnega zakona o višjem strokovnem izobraževanju ter podzakonskih aktov. Dolga leta je deloval kot vodja sektorja za višje šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Bil je podpornik razvoja višjega strokovnega šolstva kot krajšega terciarnega izobraževanja in njegove mednarodne primerljivosti v skladu s prenovo. Podpiral je strokovno avtonomijo višjih šol in hkrati uveljavljanje kakovosti in strokovnih standardov pri študijskem delu. Bil je pobudnik ustanovitve Skupnosti višjih strokovnih šol. Kot pomemben dejavnik strani ministrstva pa si je prizadeval za uveljavljanje socialnega partnerstva pri načrtovanju in izvajanju višješolskega študija ter okrepitev strokovnosti odločanja o študijskih programih v pristojnem strokovnem svetu. Čestitamo! Priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije prejme tudi magistrica Gabriela Kotnik za dolgoletno uspešno delo v organih Skupnosti višjih strokovnih šol in izjemne dosežke na področju razvoja sistema kakovosti v višjem strokovnem šolstvu.
Magistrica Gabriela Kotnik je ena od pobudnic ustanovitve skupnosti in vse od leta 2009 predsednica njene komisije za kakovost. Bila je dolgoletna ravnateljica Višje strokovne šole Slovenj Gradec in višješolska predavateljica. Je ena zaslužnejših članov skupnosti za nenehno prizadevanje izboljšanja kakovosti višjih strokovnih šol na vseh področjih delovanja. Delovanje komisije je usmerjeno predvsem k vzpostavljanju in vzdrževanju sistema kakovosti v višjih strokovnih šolah s prizadevanjem za usposabljanje v zvezi s pripravo in izvajanjem tako notranjih kot zunanjih evalvacij, vrednotenjem rezultatov in sprejemanjem ustreznih odločitev za naprej. Aktivna je tudi v vlogi strokovnjakinje NAKVIS-a ter podpornica razvoja sistema poslovne odličnosti za višješolsko izobraževanje. Odlikuje jo zavzetost in predanost načelom kakovosti. Čestitamo. Priznanje skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije prejme tudi magistrica Ksenija Turk za izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju skupnosti in višjega strokovnega šolstva. Magistrica Ksenija Turk je bila članica upravnega odbora skupnosti in soustanoviteljica Višje strokovne šole izobraževalnega centra Memory. Že dolga leta opravlja delo predavateljice in skrbi za kakovost višješolskega izobraževanja. Posebno skrb posveča kakovostnemu delu sodelavcev in skrbi za delo organov šole. Na državnem nivoju je članica Komisije za standarde in normative pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je članica Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, članica koordinacijskega telesa ministrice za izobraževanje za usklajevanje nalog na področju izobraževanja odraslih v državi, predsednica Združenja izobraževalnih organizacij. S svojim delom je vplivala na kakovosten razvoj višje strokovne šole, na prepoznavnost višješolskega izobraževanja v manj razvitem neposrednem okolju od Krasa, Ilirske Bistrice do Ajdovščine. Ves čas skrbi tudi za mednarodno povezovanje s šolami v tujini. Čestitamo! Priznanje skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije prejme magistrica Majda Kralj za dolgoletno uspešno delo v organih skupnosti, za izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju skupnosti in višjega strokovnega šolstva. Magistrica Majda Kralj je sodelovala v upravnem odboru skupnosti, v Komisiji za kakovost skupnosti višjih strokovnih šol, v strokovnem svetu za pripravo podlage za ustanovitev Agencije za kakovost v visokem šolstvu, v medresorski skupini za analizo višjega strokovnega šolstva, v akreditacijski komisiji in zunanjih evalvacijah višjih in visokih šol, kot strokovnjakinja Senata za evalvacijo in kasneje strokovnjakinja NAKVIS-a. Njeno strokovno znanje in poznavanje delovanja terciarnega sistema izobraževanja v Sloveniji se odraža v kakovosti Višje strokovne šole Akademija Maribor. Bila je aktivna članica skupnosti višjih strokovnih šol na področju tako kakovosti kot mednarodnega delovanja v Evraše ter članica bolonjskih ekspertov Republike Slovenije pri Evropski komisiji. Vseskozi se zaveda pomena promocije višješolskega izobraževanja tako na nacionalni kot mednarodni ravni ter si prizadeva za njegovo ustrezno pozicioniranje. Magistrico Majdo Kralj odlikuje razumevanje nujnosti povezovanja gospodarstva in kakovostnega izobraževanja. Čestitamo! Priznanje skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije prejme tudi Štefan David za izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega šolstva.
Štefan David opravlja funkcijo direktorja šolskega centra Novo mesto neprekinjeno od leta 1996. Aktivno je sodeloval pri razvoju in uvajanju višjega strokovnega izobraževanja. Vodil je razvoj enega od prvih višješolskih programov strojništva, sodeloval je pri izdelavi 5 katalogov znanj za ta program in ga uspešno uveljavil v praksi kot v.d. ravnatelja Višje strokovne šole na šolskem centru Novo mesto. Kasneje je sodeloval tudi pri razvoju in uvajanju višješolskih programov komunala in kozmetika ter pri uvajanju višješolskih programov elektronike, informatike, lesarstva in prometa. Bil je tudi član Sveta za poklicno izobraževanje in član komisije za imenovanje predavateljev. Čestitamo. Priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije pa prejme tudi Zdenka Steblovnik Župan za dolgoletno uspešno delo v organih skupnosti, izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dosežkov na tem področju. Zdenka Steblovnik Župan je kot predsednica upravnega odbora vodila skupnost, kot predstavnica sodelovala v Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije. V skupnosti višjih strokovnih šol je sprva pričela delovati kot članica upravnega odbora ter kot vodja komisij za kakovost in mednarodno sodelovanje. V tem času, ko so se višje strokovne šole skozi projekt Impletum aktivno vključile v prenovo obstoječih in razvoj novih višješolskih programov, uvajanje postopkov spremljanja kakovosti, oblikovanja podzakonskih aktov, je svojim znanjem in izkušnjami nudila podporo delovanju skupnosti, obstoječim in številnim novim višjim strokovnim šolam. Kot predstavnica skupnosti je vseskozi aktivno sodelovala v Evropskem združenju visokega strokovnega šolstva Euraše, kjer je bila ključna, da je skupnosti uspelo vzpostaviti temelj za zavidljivo raven mednarodnega sodelovanja, uvajanje kakovostnih standardov delovanja višjega šolstva in vključitev v zakon o visokem šolstvu ter s tem v zunanje evalvacijske postopke NAKVIS-a in zastopanost višjega šolstva tudi v Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije. Še vedno je aktivna tudi v vlogi strokovnjakinje NAKVIS-a. Izvoljena je bila v upravni odbor Euraša in sicer kot prva ženska predstavnica. Ves čas delovanja v organih skupnosti in Euraša se je zavzemala za prepoznavnost in ustrezno pozicioniranje slovenskega višjega šolstva v visokošolskem prostoru, tako na nacionalni kot evropski ravni. Hkrati je opravljala še naloge ravnateljice Višje strokovne šole na Lesarski šoli Maribor ter predavala strokovne predmete. Čestitamo. Vsem prejemnikom priznanj mislim, da lahko damo še en skupen aplavz.